Spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Na programu televizije Exodus pripravljamo nov ciklus oddaj. Pogovore s priznanimi slovenskimi likovnimi ustvarjalci, ki jih bo povezoval likovni kritik in kustos Mario Berdič iz Maribora, ki je danes naš gost. Lepo pozdravljeni. Tudi vsem gledalkam in gledalcem prav lep pozdrav. Ker bova postala kolega, se bova v tej oddaji lahko kar tikala, kaj ne? Absolutno. Hvala. Kdo bodo pravzaprav tvoji gostje? Koncept tega cikla oddaj je zastavljen tako, da bi povabili v studio, pa tudi obiskali v njihovem ateljeju priznane slovenske likovne ustvarjalce, ki so predstavniki recimo temu klasičnih likovnih zvrsti, kot so slikarstvo, torej tudi risba, grafika in pa kiparstvo. Skratka, umetniki, ki na nek način pokrivajo tudi tradicionalne tematike in likovne motivike, ki pa jih interpretirajo na sodoben način. Tako da bo ta ciklus ena zanimiva predstavitev tega, kar se trenutno dogaja na slovenski likovni sceni. Hkrati pa bomo skušali približati likovno umetnost tudi širšemu občinstvu, zaradi tega, ker se pogosto zgodi, da ljudje, ki pridejo v galerijo, ki pridejo v kakšno razstavišče ali pa ki se kakorkoli že srečujejo z likovnimi umetninami, nekako ne dojamejo, ne razumejo oziroma se celo prestrašijo upodobitev, ki jih niso vajeni. Zato, ker morda pričakujejo, da potrebujejo neko teoretično osnovo, da bi lahko doživeli likovno delo. Kar pa seveda ni res, zaradi tega, ker tudi ko gremo na kakšen koncert ali poslušamo glasbo, kjerkoli, ne rabimo imeti neke glasbeno-teoretične osnove. Ni nujno, da igramo neki instrument, da smo podkovani v teoriji glasbe, da bi jo uživali. Enako tudi pri likovni umetnosti. Moramo dopustiti, da samo likovno delo učinkuje na nas in da v nas sproži določena občutja, določena čustva, določene pozitivne ali tudi negativne občutke, neko ugodje ali pa tudi ne, odvisno pač od tega, kako likovnina sama deluje na nas. Pa lahko razpoznamo iz nekega abstraktnega umetniškega dela, likovnega, vsebino, ki jo je želel prikazati tudi umetnik, brez določenega predznanja, kot pravite, teoretičnega. V vsakem primeru. Treba je namreč pustiti, da likovni elementi sami učinkujejo na nas, kajti to, kar zaznavamo z očmi, je na nek način del ene vsakdanje izkušnje. Kako gledamo recimo vsakdanje predmete okoli nas, katere smo vajeni, in način, kako jih interpretiramo. Ta isti sistem se uporablja tudi pri opazovanju likovnega dela. Vendar ljudje morda delajo to napako, da se zmeraj vprašajo, kaj vidim. In potem, ker ne dobijo pravega odgovora ali so zbegani, enostavno odidejo in se ne zmenijo več za likovno delo, ker ga ne razumejo, kot pravijo. Ampak v tem je ravno napaka, kajti dejansko razumeti likovno delo, kakorkoli že, da bi ga globino razumeli, je resnično potrebna neka teoretična podlaga, vendar tudi, poglejte, če gledamo recimo umetnine, tako kot pravijo, ki so jih včasih ustvarjali, in tam je človeku vse jasno, pa ni res. Če mi pridemo recimo kot kristjani v kak budistični tempelj, a bomo kaj razumeli tam?
Mi vidimo slone, vidimo neke figure, ženske, moške, vidimo neke pošasti, recimo, ampak a mi razumemo to? Vse ne razumemo. Ampak ikonografsko, torej tudi zgodbe same ne razumemo, niti simbolike, enostavno pridemo noter in ne vemo ničesar. Pa kljub temu znamo uživati v tej lepoti. Kljub temu prepoznavamo neke estetske vrednote, celo neke duhovne vrednote, neka čustva se v nas vzbujajo. Skratka, doživljamo neko umetniško učinkovanje, zaradi katerega je pravzaprav umetnost tudi obstaja, eksistira. Zato, da v ljudeh vzbuja neka določena občutja, neka spoznanja, tudi neke autorefleksije, drugačen pogled morda na realnost, in ravno v tem je čar umetnosti. Ali to pomeni tudi prepustiti se domišljiji? Vsekakor, absolutno. Ni zmeraj smisel umetnine, da v njej vidimo ravno tisto, kar je hotel umetnik, da bi v njej videli. In v novejšem času je vse pogosteje ravno ta pojav, da umetnik prepušča gledalcu, da sam odkriva določene pojave ali kakršnekoli dogajanja, ki jih naj sam odkriva, ki ga naj samega nekako spodbudijo k nadaljnjemu razmišljanju. Tako da recimo ni na mestu ta predsodek, češ se nič ne razumem, boljše, da grem ven iz galerije in nikoli več ne pridem noter. Ali umetniki puščajo nekako pri svojem umetniškem delu tudi na nek način tako odprta vrata, kot pravite, da bi gledalec, občudovalec tega dela lahko ob tem razmišljal? Ja, treba je povedati, da bolj kot je delo, torej umetnina nekako kompleksna, bolj spodbuja domišljijo in več simbolike ima in več vsebine lahko v njej odkrivamo. Podobno je tudi pri glasbi. Čeravno nas recimo kakšna preprosta melodija lahko navduši in je čudovita, ampak bolj ko je glasba kompleksna, večkrat jo lahko tudi preposlušamo in zmeraj znova odkrivamo kakšne detajle, globine, ki jih morda na začetku nismo. Tako tudi likovno delo dopušča različne interpretacije, vendar seveda ne vsako. Tako kot sva prej govorila, v bistvu se morda ta tako imenovana abstraktna umetnost je manj dostopna povprečnemu občinstvu, da bi jo razumeli. Ampak ni stvar v tem, da razumeš, stvar je v tem, da doživiš, da pustiš, da delo likovno, da umetnina učinkuje nate. Da uživaš tudi ob tem. Da uživaš ob tem. Ali je to enako pri vseh likovnih tehnikah? 4 ste našteli, ne? No, ne, likovnih tehnik je ogromno. Seveda, ni važna tehnika, važen je izraz. In to je pomembno. Včasih seveda tehnika pogojuje kakšen recimo izraz ali obratno, ampak tehnik je neskončno, tako rekoč. Torej, v tej oddaji želimo predstaviti raznovrstno likovno vsebinsko tematiko. Kakšna pa je razlika med motivom in tematiko? Ja, tematika je v bistvu širše zastavljena vsebina likovnega dela, kjer ločimo pravzaprav likovno vsebino. To je čisto torej konstrukcija neke podobe z likovnimi elementi ali prvinami, medtem ko je tematika pa neka vsebina, neko sporočilo. Motiv je pa nekoliko ožji
recimo poznamo te klasične motive, kot so figuralne kompozicije, naprimer v okviru teh tudi portreti, kot ga imamo tule na našem štafelaju, recimo. Potem so tihožitja, ki so zopet lahko različnih vrst, od cvetličnih do recimo lovskih ali objektnih, kakršnih koli že tihožitij, omizja naprimer ali podobne zadeve. Potem so tukaj krajine ali pejsaži in imamo znotraj teh pejsažev zopet specializirane recimo podzvrsti pejsažev, kot so recimo vedute mest, tudi marine, se pravi upodobitve pristanišč oziroma prizorov z ladjami in podobno. Seveda je teh motivov več, ampak kadar mi recimo vidimo en specifičen motiv, ki ga prepoznamo recimo kot figuralno kompozicijo, odkrijemo neko fizionomijo človeka, neko podobo in rečemo, aha, to pa je portret. In ko smo rekli portret, je zdaj že pravzaprav tematika slike odvisna od portretiranca. V tem primeru tukaj imamo Herberta von Karajana, slavnega dirigenta, in tematika slike, tematika tega motiva, portreta je glasba, je dirigent, je ta odnos dirigenta do glasbe. Če boste opazili, recimo, tukaj se barva kar razliva in ta simbolično zlitje dirigenta, glasbenika, uživača glasbe, kako se zliva z Wagnerjem, recimo, dobro, pri Karajanu si zmeraj nekako slišimo zraven kar Wagnerjeve opere, kako odmevajo. In recimo ti detajli teh rok so tipično karajanovska takšna poteza dirigentska. Torej gre brez dvoma za delo, ki ga lahko uživamo, če se ob njem poglabljamo. Lahko ga interpretiramo na različne načine, ampak v vsakem primeru pustimo, da likovno delo, da ta podoba učinkuje na nas takšna, kot je. In to je tudi pravzaprav smisel umetnosti, da lahko tudi povprečen, torej tudi neizobražen opazovalec doživi tisto bližnje srečanje z umetnino in z nekim globim sporočilom. Ta način je prepuščen umetniku in njegovi ustvarjalni domišljiji, da so denimo nekateri detajli tako lepo izdelani, skoraj realni, drugi pa precej umetni. Ja, seveda, to je popolnoma prepuščeno umetniku samemu. Gre za to, da je recimo prav konkretno na tej sliki združen en slikovit, realistični način upodabljanja portretiranca, ki pa je hkrati tudi nekoliko karikiran. Po drugi strani, se pravi, roke so pomembne in glava. Roke že v tradiciji slikarstva že od nekdaj pomenijo tudi simbol osebnosti človekove. Skozi roke se lahko prodre v dušo človeka, tako kot skozi oči, recimo. Drug del, spodnji del telesa je pa, kot vidite, v bistvu nepomemben, ampak je še kako pomemben. Zato, ker umetniki tukaj dejansko z takšnimi vehementnimi potezami, ko boste videli tudi, so eni grafizmi noter, sicer tehnika je akril na platnu, vendar je umetnik uporabil tudi oglje, s temi vehementnimi potezami želel poudariti neko dinamiko, neko dogajanje notri v človeku samem, medtem ko dirigira, ko posluša, ko doživlja to glasbo. In pa ta dripping, to polivanje, kot tradicija abstraktnega ekspresionizma, action paintinga, akcijskega slikarstva,
ker se je polivalo po platno in od takrat naprej, se pravi, je to tudi del tradicije umetniške. Tako da avtor tukaj združuje recimo neko klasiko z sodobnostjo. Kakor je tudi sam Herbert von Karajan se navduševal tako za klasično glasbo, resno, kot tudi za sodobno glasbo, torej moderne interpretacije. Recimo njegove interpretacije Nove Dunajske šole so ene najboljših, kar jih je. Hkrati pa seveda tudi Wagner in vse ostalo še, kar je vmes. Tako da pokriva en širok diapazon različnih glasbenih stilov, tako kot je skušal tudi umetnik v tej eni podobi to simbolno izraziti. To, o čemer si nam sedaj govoril, je pravzaprav že področje dela kustosa in likovnega kritika. Ja, v bistvu je naloga likovne kritike, da interpretira likovna dela, da skuša umestiti avtorja, seveda na podlagi njegovih del, v nek časovni, prostorski in seveda slogovni okvir. Hkrati pa je likovna kritika tudi nekako usmerjena v sedanjost, bi rekel, z minulimi avtorji, z likovnimi obdobji oziroma slogovnimi obdobji se ukvarja bolj ali manj umetnostna zgodovina. Medtem ko je kritika pa resnično obravnava art now, torej umetnost tega trenutka. Je pa seveda nekako profil likovnega kritika zahteva tudi seveda nekako temelje v umetnostni zgodovini, v filozofiji, tudi v sociologiji, čedalje bolj, če govorimo o sodobni umetnosti, intermedijski umetnosti, ki povezuje med sabo različne medije in različne zvrsti, tudi elektronske, potem je nujno, da je kritik nekako na tekočem tudi z sodobnimi temi tehnološkimi dosežki in pojavi, ki se nekako pojavljajo v najnovejši umetnosti. Tako da priporočljivo je tudi, recimo ob pogovorju z enim zelo znanim likovnim kritikom, ki je umetnostni zgodovinar, hkrati pa tudi akademski slikar, je bilo zaznati, da bi naj profil likovnega kritika dejansko združeval po eni strani torej umetnostnega zgodovinarja z likovno-teoretičnimi znanji tudi in hkrati praktika, se pravi akademskega slikarja ali kiparja. Ta dvojnost združuje torej idealno osebo kritika. Tega seveda v praksi ni veliko. Recimo v Sloveniji je morda takšnih kritikov, ki bi združevali in teorijo in prakso, morda da so bili 3-4 največ. Drugače pa je poklic kritika gre z roko v roki z poklicem kustosa. Ste večinoma likovni kritiki tudi kustosi? Praviloma ja. Sploh seveda, če je kustos zaposlen v galeriji ali pa seveda tudi, če deluje kot freelancer, kot samostojni ustvarjalec na področju kulture, je nujno, da ta dva profila nekako združuje, saj na nek način je tudi užitek postavljati razstave, organizirati razstave, biti kustos, se ukvarjati neposredno z dejavnostjo, ki omogoča predstavitev likovnih del javnosti. In to je na nek način tudi vloga kustosa.
To je torej glavno delo kustosa. Glavno delo kustosa, ki je tako, bi rekel, ima nek organizacijski karakter, pa seveda tudi likovno-kritiški, torej tako praktičen kot teoretičen pol združuje ta poklic. Moram priznati, da je zadeva zelo zanimiva, razgibana, včasih zahteva od človeka tudi določene sposobnosti, za katere si nikoli ni mislil, da jih bo moral imeti v tem poklicu, sploh recimo pri freelancerjih, ki smo pogosto vezani oziroma odvisni od svojih lastnih moči, če nimamo pravega suporta v galerijah, potem je potrebno veliko iznajdljivosti, da se izpelje neka razstava. Verjetno pa mora imeti kustos tudi več komunikacije še z drugimi, kot pa likovni kritik, ki se menda ukvarja bolj z umetnikom samim. No, se pravi, ne moramo ločiti zdaj ta dva poklica, oziroma teoretično, ampak praktično se zmeraj nekako združujeta v eni osebi. Ja, organizacija razstav, delo v galeriji je zelo razgibano in pač človek je zmeraj v središču dogajanja. Dobro je, da si recimo z umetnikom, ki se predstavlja z razstavo v galeriji, ne samo enkrat v stiku, ko delaš razstavo, ampak da ohranjaš stike, da ga spremljaš. Seveda ne moreš z vsemi tega početi, ampak recimo zelo, zelo koristno je, da se vsaj z nekaterimi avtorji v malo tesnejših rednih odnosih, da ga spremljaš, da vidiš, kaj ustvarja, kaj je ustvarjal, tako da lahko potem tudi tvoja kritika, da je nekako bolj kvalitetna, bolj tehtna, bolj poglobljena. Torej, komunikacija z umetnikom je Absolutno. bistvena. Komunikacija z umetnikom ti prinese izkustvo, ki je nenadomestljiva. Ob samem opazovanju likovnih del, brez komunikacije z umetnikom, ti nekaj manjka. Tudi poznavanje njegove osebnosti, njegovega življenja. Ja. Sicer zdaj v umetnostni zgodovini se enostavno si ne moremo privoščiti, da bi komunicirali z avtorji, ki jih več ni, na žalost. Zato so toliko bolj dragoceni dokumenti, ki so ostali za njimi. Na srečo pa je sodobni avtorji omogočajo prav ta neposredni stik. In ta komunikacija je resnično ena obogatitev doživljanja likovnih del nekoga. Tako da mislim, da je tudi to ena izmed teh lepših strani tega likovno-kritiškega in poklica in torej kustodiata. Rekel si, da je užitek postavljati razstave, ukvarjati se s tem. Kdo vse se pravzaprav ukvarja s postavljanjem razstav? Ja, zdaj je takole. Kustos je praviloma zadolžen za postavitev razstave. Kaj to pomeni? To ne pomeni, da fizično zabija slike ali pa kipe postavlja gor na podstavke, čeprav se tudi to dogaja, sploh v freelancerstvu. Ampak gre za to, da kustos v sodelovanju z umetnikom ali pa tudi ne, kakor pač želi umetnik, ker včasih nekateri želijo sami postavljati, nekateri si želijo kakšne nasvete, kakšne sugestije, drugi pa ti kar prepustijo dela tebi. Se pravi, gre za to, da narediš z likovnimi deli v enem določenem razstavnem prostoru, galerijskem razstavišču ali kjerkoli, včasih tudi kakšnem improviziranem prostoru, eno kompozicijo likovnih del, ki učinkuje
kot neka celota. In zdaj obstajajo različne teorije postavljanja razstav, veliko je tudi recimo tečajev za kustose, obstajajo pa recimo eni sistemi, ki so že ustaljeni, najbolj preprosti, osnovni. To je prvi, če gre za kakšno retrospektivno razstavo, torej pregledno razstavo širšega časovnega razpona, pač da se dela nekako postavijo kronološko, potem se jih lahko postavi v skupine po tematiki ali motiviki, lahko po tehnikah recimo, ali pa enostavno postavitev, ki skuša biti v sozvočju z prostorom in ki opazovalcu nudi kar največ učinka. Torej na nek način morda improvizacija v razstavnem prostoru. Obstajajo tudi umetniki, ki uživajo v postavljanju in ki na nek način tudi najprej hočejo videti prostor in temu prostoru potem prilagodijo celo likovna dela, ki jih predstavijo v tem specifičnem prostoru. Kako je potrebno postaviti neko razstavo? Na kak način pravzaprav, kaj vse je potrebno upoštevati pri postavitvi razstave? Rekel si že, da je pomembno, da se denimo staplja s prostorom, da nekako sovpada z ambientom, kjer je razstava postavljena. Kaj vse je še drugo potrebno pri tem, ko gre za raznovrstne motive? Ja, pomemben sestavni del postavljanja razstave je čista fizična postavitev, ne? Se pravi, kako boš neko delo prezentiral, kako boš sliko pritrdil na steno, kako boš kip nekam umestil, da ga ne bo kdo podrl. Čisto tehnične stvari. Tehnične stvari so zelo pomembne. Pomembno je tudi, da je v prostoru nekako zagotovljena ena klima noter, bi rekel, enakomerna. Pogosto se zgodi, recimo, da se kakšne slike zvijejo tudi. To se meni že zgodilo in enostavno ne moreš potem več zaravnati okvira v takšnih, recimo treba je zmeraj biti zelo pazljiv, kako neko sliko še naknadno dati v okvir, kako prezentirati neko likovno delo, da bo čim bolj prišlo do izraza. Mislim, da je to pomembno, da prezentiraš razstavo tako, da učinkuje posamezna umetnina, tako, da ne zakriva ali da ne zasenči druge. Se pravi, da ena ob drugi nekako živijo, da se ne izničujejo druge. Hkrati pa mora biti obiskovalcu prezentiran en sistem, nek sistem, da obiskovalec razume, zakaj recimo je ta slika tukaj, zakaj se je nekdo odločil, pač, da bo postavil stvar tam, kamor jo je postavil. Seveda, kot sem že prej omenil, ta kronološka zaporedja recimo pri raznih zgodovinskih razstavah ali retrospektivnih razstavah je izjemnega pomena. Dobro je tudi, če so legende zraven ali pa vsaj nek katalog, kjer si ljudje lahko, obiskovalci lahko preberejo, za kakšno tehniko gre, kdaj je slika nastala, morda tudi v kakšnih okoliščinah je nastala. Dosti ljudi zanima, koliko stanejo slike. Recimo pri nas ni v navadi, da bi umetnik dal še ceno zraven. Zunaj je to normalno. Seveda ne v teh velikih javnih galerijah, ampak v privatnih galerijah je cena en sestavni del legende, recimo. Legenda veliko pove o likovnem delu. Legenda vsebuje naziv dela. In pogosto je naziv dela tisti, ki opazovalcu nekako namigne, v katero smer naj razmišlja, ko opazuje likovno delo. Nekatera dela so izjemno velike vrednosti,
vrhunske vrednosti, pa tja do neprecenljive vrednosti. Kako pa je s prevozi teh razstav? Denimo tudi, ko se gre na gostovanje v tujino. Kdo prevaža razstave? Razstave, odvisno od, seveda od zahtevnosti avtorja in od vrednosti, seveda, likovnih del. Zdaj, najbolj profesionalno je prevažati likovna dela, popolnoma zaščitena, v zabojih, tapecirana z raznimi materiali, da se ne poškodujejo. Zavarovati je treba seveda tudi ne samo razstavo, ko stoji, ampak tudi likovna dela med transportom. To so različna zavarovanja. Zavarovanje transporta, zavarovanje razstave same, in potem je še tudi zavarovanje po ATA-karnetu, to je pri teh transportih čez recimo meje zdaj Evropske unije, kam drugam. In pravim, tak princip, ko najameš nekega špediterja in on jamči, da se bo ta zadeva varno prepeljala iz ene galerije ali iz enega depoja ali iz avtorjevega ateljeja v neko galerijo. Običajno je tako, da manjše galerije, tudi privatne ali manjše javne, nimajo denarja, da bi plačale, ker to so veliki denarji. In se potem pač naloži zadeva notri v kombi ali pa v kakšen avto in se odpelje in se upa, da se ne bo kdo kam raztrešil ali kakorkoli. Tako da obstajajo torej načini eni in načini drugi. Saj kot kustos, torej kot samostojni ustvarjalec na področju kulture, sem tudi sam bil se prisiljen naučiti voziti ta večje kombije, zato ker včasih enostavno ni koga, ki bi prevažal slike, in potem je pač treba tudi, moraš sam priskočiti na pomoč. Seveda pa to ni profesionalno, oziroma avtor takrat sam jamči oziroma se strinja s tem, pač, da se njegove slike prevažajo na tak, ali kipi prevažajo na tak način. To je v kratkem. Se voziš s kakšnim velikim kombijem ali celo tovornjakom? Ne, za tovornjaka žal nimam izpita. Sem pa že vozil, ja, tiste največje kombije, ki so dovoljeni z B kategorijo, to pa ja. Na avtocesti kar lepo. Najbolj grozno je, ko moraš manevrirati tam pred galerijo ali pa na kakšnem parkirišču. Spoštovani gledalci, če ste se nam pridružili morda v zadnjih trenutkih, naš gost je bodoči kolega na televiziji Exodus, gospod Mario Berdič iz Maribora, likovni kritik in kustos, kajti pripravljamo nov ciklus oddaj na temo likovne umetnosti. Oddaja bo na sporedu ob ponedeljkih med 20:30 in 21. uro, ponovitve pa bodo ob torkih ob 14:30 in ob sredah ob 8:30. Mario, veliko si nam že povedal do sedaj. Zanimivo je bilo slišati, kakšno je delo kustosa in tudi likovnega kritika. Kdo pa zaposluje kritika in kustosa? Kdo so vaši delodajalci? Praviloma seveda galerije, bodisi javne ali privatne. Pogosto pa te angažira tudi umetnik sam. Zdaj, čedalje več je tega, da posamezne galerije imajo seveda kustose, ki so tam zaposleni in na nek način so zadolženi za izvedbo razstav v svoji lastni galeriji. In včasih, če tudi na željo kakšnega avtorja, ki bo razstavljal v tej ali tej galeriji, da ta umetnik skuša svojega kustosa oziroma tistega, ki si ga izbere, torej angažirati za razstavo, pogosto to ni mogoče. Zato, ker ima galerija svojega kustosa, če hoče umetnik imeti razstavo v njihovi galeriji, bo imel tudi njihovega kustosa.
Skratka, določene galerije oziroma določena vrata so zaprta. V glavnem pa funkcionira zadeva tako, da morda galerija kakšna želi imeti nekega gostujočega kustosa ali pa umetnik sam želi nekoga imeti, in potem predlaga galeriji in galerija seveda te angažira. Tako je s teboj, ki si samostojni ustvarjalec. To je usoda samostojnih ustvarjalcev na področju kulture, freelancerjev. Tako da je pa res, da veliko galerij nima svojih kustosov lastnih in so nujno vezani na gostujoče kustose. Tako da odvisno pač od ustanove same. Danes si nam s seboj prinesel že nekaj likovnih umetniških del. So to draga dela priznanih ustvarjalcev? To poznanih? So priznani, nekateri tudi ustvarjalci pač iz tega našega mariborskega kroga, vendar slike niso dragocene. So pa drage meni kot torej dar spomin. Jih rad, tako da rad jih gledam tudi in so, kako ne rečem, tudi lep okras. Spodbujajo me k razmišljanju pogosto, včasih se utrujen poglobim v kakšno delo in se sproščam, odkrivam kakšne nove detajle, ki jih morda prej nisem odkrival. Odvisno pač tudi od razpoloženja se nekako morda zmeraj drugače, z drugega vidika skušam približati likovnemu delu, kar pa je na vse zadnje tudi smisel umetnine. Ne samo, da pač ti nekaj visi na steni, ampak da se ves čas vračaš k sliki in jo doživljaš zmeraj nekoliko drugače. Večina morda bi rekel občinstva, pa ne samo tule pri nas v Sloveniji, tudi drugače, recimo morda v Evropi, je navajena na to, da slika mora predstavljati nekaj prepoznavnega. Rožice, živali, hiše, karkoli, nekaj, kar se da prepoznati, kar se da identificirati. Obstajajo recimo ljudje, ki so obdani ves čas z eno in istimi stvarmi, ker v tem pač uživajo in na nek način enostavno ne morejo, niso v stanju preklopiti. Zelo težko je preklopiti iz enega recimo realizma v neko abstrakcijo. Ampak če se ljudje poglobijo v to, kaj pravzaprav vidijo, ko stopijo ven v naravo. Če vzameš v roke en kamen, lep kamen, in ga pogledaš od blizu, je noter abstraktni vzorec. Če vzameš neko drevo, recimo lubje, je abstraktni vzorec. Kjerkoli v naravi bomo karkoli pogledali, bomo odkrivali abstraktne vzorce. Pa misliš, da se povprečen človek tudi v naravi zaustavlja ob vseh teh abstrakcijah ali gremo mimo njih preprosto? Jaz se bojim, da gremo mimo njih, ja. Da v glavnem vdihujemo svež zrak, se prepuščamo čivkanju ptičkov, pogledu na drevesa v daljavo, nikakor pa se recimo ne ubadamo z temi čisto likovnimi aspekti narave, vsega tega, kar optično zaznavamo. Kaj pa ti kot likovni kritik, ko pripravljaš neko kritiko umetniških del nekega umetnika, se fokusiraš vse skozi le v tisto delo in v umetnika samega,
da bi ta kritika, kot praviš, bila čim bolj realna, čim bolj celostna. Ali se tudi na tak način vmes sproščaš, kot si dejal, še z drugimi stvarmi ukvarjaš, ali ti je nenehno takrat v mislih le to, kar moraš sestaviti? No, jaz skušam v bistvu v kritiki podati en kar se da širok vidik na avtorja in tudi na njegova likovna dela. Seveda se je treba usmeriti recimo na nek določen ciklus ali pa kakorkoli že na neko razstavo, razen če gre za monografije, ko se posvetiš celotnemu življenju, celi ustvarjalni dobi nekega avtorja, kar je seveda tudi zelo zanimivo. Ampak recimo kritika nekega faze, nekega cikla, nekega obdobja nujno vsebuje eno širino. Se pravi, aspekte ne samo likovno-teoretične, ne samo ikonografske oziroma simbolne, ampak čim širše nekako zajeti tudi tematiko, tisto sporočilo, o katerem sem že prej govoril. Skratka, skušati kar se da široko opredeliti delovanje in tudi sporočilo nekega avtorja. Kajti le na ta način spodbujaš bralca te kritike oziroma opazovalca umetnine, sploh če bere kritiko, hkrati ko gleda likovna dela, da začne razmišljati tudi po svoje, da odkriva eno širino v zadevi, se pravi, da ni zakoličen samo v eno smer, ampak da razmišlja tudi z lastnimi možgani, da doživlja čim bolj široko eno likovno delo, eno umetnino. Ko si omenil ikonografijo, ali oziroma zakaj pravzaprav se reče za ikone, da se pišejo in ne slikajo, tako kot denimo te umetnine? Ja, ikonopis, ja. V bistvu je zapis nečesa, ni samo besedni zapis, ni samo kaligrafski zapis z nekimi znaki, ampak je tudi zapis podobe. Saj ikona pomeni podobo, ne? In ta zapis se mi zdi čisto logičen, izraz. Ti zapišeš nekoga, njegovo podobo, nek motiv, tako kot zapišeš neko besedo. Zakaj? Namreč beseda je pravzaprav morda še celo nekoliko manj zgovorna kot podoba. Z neko podobo lahko morda bolj nazorno prikažemo ena dogodek ali nekaj, kot pa z besedo samo. Predpostavljam, da likovni umetniki večinoma imajo radi naravo. Recimo, ja, absolutno. Sploh zdaj v tem sodobnem času se jih zelo veliko posveča tudi ekološki problematiki, ki je recimo ena izmed priljubljenih vsebin likovnih del. Se pravi, da recimo tudi mlajši umetniki se čedalje bolj zavedajo pomembnosti tega sporočila, da je treba naravo ljubiti, jo spoštovati, ne pa jo uničevati. Kajti tisti trenutek, ki ga bomo preživeli z uničenjem narave, je samo trenutek. Če pa bomo naravo ohranjali, bomo pa živeli lahko ves čas na Zemlji, dokler sonce ne eksplodira. Kaj pa vi, likovni kritiki? Koliko ste ali pa morate biti ljubitelji narave, da ste dobri kritiki? No, jaz
lahko govorim v svojem imenu, da skušam zmeraj v likovnem delu najti neko tudi duhovno vsebino in pa seveda ta duhovnost je v neposredni povezavi z tem pozitivnim odnosom do narave, do vsega živega. In hkrati gre tudi za nek optimizem, za neko pozitivno doživljanje stvarnosti. Tako da skušam nekje v teh svojih opazovanjih tudi zmeraj poudarjati ta aspekt. Veliko umetnikov, lahko bi dejal celo večina, je tega mnenja in tudi izraža skozi svoja likovna dela to pripadnost naravi, pripadnost življenju, zavedanja nekega duhovne stvarnosti. Tudi tisti, ki niso pobožni, ki so ateisti, se zavedajo te transcendentne dimenzije naše eksistence tukajšnje in pa seveda neke povezave z naravo, jasno, da ki je vrhunec stvarstva, tako rekoč. Ali se po barvah, denimo po svetlih in temnih barvah zelo razlikujejo, denimo umetniki, ki so osebno verni, ki denimo verujejo v Boga, stvarnika, osebnega Boga, od tistih, ki so denimo ateisti? Ali pa se... Ne bi rekel, to je čisto odvisno od, niti ne toliko od psihološkega profila, ampak recimo umetniki neprestano raziskujejo in v različnih fazah recimo svojega ustvarjanja eksperimentirajo z različnimi koloriti tudi. In morda so v enih fazah malo bolj, kako ne rečem, temnejši, v drugih fazah bolj pridejo neke svetli toni do izraza. V vsakem primeru pa je to en bolj psihološki vidik, kot pa bi rekel teološki ali filozofski. Torej so lahko pogosto bolj novi poskusi, kot pa da je to odraz karakterja, temperamenta, neke osebnosti umetnika? Pa recimo, da, ja. Zdaj, konkretno, zopet se vračam k tej sliki. Ta slika je, temu se pravi grizajna, se pravi grizaj, sivi toni, tu imamo črne, sive in beli toni, se nekako med seboj prepletajo. In če bi samo po tem koloritu sklepali, je bil avtor zelo slabe volje, melanholičen, morda celo temnih misli ali pa brezbožen, skratka, niti ne. Gre enostavno pač za čisto likovno ustvarjalnost, likovno sproščanje. V tej določeni fazi je pač avtor s takšnim koloritom, ki pa tudi z tem recimo samim izrazom, ki spominja tehnika recimo na tuš, bi lahko celo nekje takole oddaleč sklepali. Skratka, gre za čisto neko individualni pristop tako k koloritu, kot tudi k sami tehniki nanašanja barv in sloga. Vse tukaj imamo en cel kup slik, ki so vse tako bolj živahne, njihov kolorit je prekipevajoč. Tudi morda na edini sliki, ki je nekoliko temnejša, če bi poznali avtorja, bi vedeli, da je tako pozitivna osebnost, kar prekipeva od življenja in da je tudi globoko verna. Tako da v bistvu dejansko težko je sklepati. Težko. Od česa pa je odvisna impresivnost na gledalca nekega umetniškega dela? Tudi od barve verjetno, ne? Ja, seveda. Pravzaprav barvo zaznamo še pred obliko, če je. In na nek način je velikokrat barva tista, ki je najbolj sugestibilna.
barva resnično učinkuje na psiho človeka, tako da je dejansko en glavnih faktorjev tega učinkovanja, sugestivnega učinkovanja na opazovalca. Se umetniki zelo trudijo v tej smeri, da bi bili impresivni? Ne bi rekel, da se ravno, da namenoma to počnejo, da bi ustvarili nek vtis na opazovalca, ampak skušajo svoja notranja občutja prenesti v umetnino, v likovno delo in to na tak način, ki jim najbolj ustreza oziroma kot ga najbolj obvladajo. Umetniki, ki skušajo ustvariti nek vtis na opazovalca samo z namenom, da bi ga impresionirali, niso umetniki. Verjetno je tega več v glasbeni umetnosti. Ja, ampak tudi ne v recimo resni glasbi, ampak predvsem v teh naših prehodnih popevkah raznih. Ja. Koliko mora biti likovni kritik seznanjen tudi z glasbeno umetnostjo? Prejle si nam dejal, da ob pogledu, denimo na ta motiv, na to podobo, že slišiš melodije nekega umetnika. Wagnerja. Dobro je, če je človek kot neka kompleksna osebnost, pravzaprav ne seznanjen, ampak da je nekako, torej da zna uživati v različnih teh umetniških zvrstih in jasno, da je glasba, tudi literatura, likovna umetnost je pravzaprav ena izmed oblik te univerzalne sposobnosti človeka, da se izrazi umetniško. In jaz morda niti ne bi ločeval tega. Pri sinestetičnih doživetjih, recimo, to so ta doživetja, ko slišiš barvo in vidiš glasbo, recimo, ali podobno. Tukaj, čeprav gre za neko motnjo, ampak v resnici ni. V resnici je to resnično pravo doživetje, celostno doživetje umetnosti. In pravi umetnik verjetno to doživlja, najbolj likovni ali kateri drugi? Jaz sem prepričan, da če tudi, dobro, zdaj niso vsi likovni umetniki hkrati tudi navdušeni nad glasbo, ampak jih je pa precej, ki doživljajo, recimo, ki doživljajo glasbo enako intenzivno kot kakšne likovnine ali pa kot literaturo. Seveda se to prepleta. Jasno, da se prepleta tudi recimo ena opera, ki je eno kompleksno delo, ki vsebuje glasbeni del, literarni in pa tudi scenografija. Scenografija je pomemben činitelj v celotni podobi enega glasbeno-scenskega dela, kot je recimo opera. Tako da to so ti Gesamtkunstwerki, ki so vseobsegajoči. Ja. Tako da ti v nekem umetniškem delu zelo pogosto ne moreš spoznati umetnika? Da bi se približal nekako, kdo je ta osebnost, ki je naslikala to umetniško delo, likovno delo? Ja, če je dobro delo, potem se da marsikaj izvedeti o umetniku. Čeravno, se pravi, največ podatkov seveda izvira neposredno iz samega srečanja morda z avtorjem, ampak morda pa njegove umetnine povedo včasih celo več o njemu samem kot on. Težko je sklepati iz Wagnerjevih oper na Wagnerjevo osebnost. Ne moremo zdaj iz enega Parzifala zdaj pa sklepati, recimo, kakšen je bil Wagner v duši, pa kakšna so bila njegova, recimo,
kakšne predsodke vse je imel in podobno, ne, to ne gre. Vendarle pa nekatere lastnosti pa se bi dalo razbrati. To pa ja, absolutno. Vendar ni stvar umetnine v tem, ne, da bi mi po umetnini presojali umetnika. To ni stvar opazovalca, to ni stvar uživanja v umetnini. To je potem že bolj stvar stroke dejansko. Umetniki so torej umetniki, likovni kritiki, kot smo slišali, spoštovani gledalci, ni nujno, da so umetniki, je pa dobro, če bi bili tudi sami slikarji. Gospod Mario Berdič iz Maribora je danes naš gost, likovni kritik in kustos. Veliko sva že povedala, vsega zanimivega, sedaj želim izvedeti le še to. Dvoje del si nam prinesel seboj, forum, revija Slovenskega društva likovnih kritikov, torej likovni kritiki imate tudi svoje društvo. Tako je. Sploh je v zadnjih 4 letih zelo zaživelo. To je naše stanovsko društvo slovensko. Njegov predsednik je Boris Gorupič, ki je tudi sam likovni kritik, sociolog, tudi in filozof. Je na nek način spodbudil delovanje našega društva, ne samo v smislu vsakoletnih razstav skupinskih po izboru likovnih kritikov, članov Slovenskega društva likovnih kritikov, ki je nekako, ki se predstavljajo vsako leto z izborom lastnih umetnikov v galeriji Velenje. To je velika kolektivna razstava in ob letošnji razstavi je izšel tudi zbornik z naslovom razstave Tehnologije v likovni umetnosti, seveda na slovenskem, ki obravnava problematiko likovnih tehnologij v sodobnem času na slovenski likovni sceni. In tukaj je dejansko nekje so zajete klasične tehnike, od slikarskih in grafičnih, kiparskih do najsodobnejših s pomočjo računalnika, torej digitalnih likovnih tehnik in vsega, kar je tu nekje vmes. Kajti sodobni umetniki pogosto uporabljajo tudi nove medije, kot so ne samo računalnik, ampak tudi film. Fotografija spada v bistvu že tako rekoč v neko klasično tehniko, ki pa se pogosto jo tudi digitalno nekako interpretira, medtem ko je ta razstava resnično en pregled sodobnih tehnologij v slovenskem prostoru. 15 članov SDLK, torej Slovenskega društva likovnih kritikov, 15 kustosov je izbralo kar 34 avtorjev in moram priznati, da je postavitev razstave, pri kateri sem tudi sodeloval skupaj z kustosinjo galerije Velenje, gospo Mileno Koren Božiček, bil kar dokajšnji zalogaj. Prostor je zelo zanimiv, sodoben prostor, ima moderna stavba, ki je zelo razčlenjena, betonska in pravzaprav prvotno ni bila namenjena razstavišču, ampak je morda ravno zato toliko bolj zanimiva. In to, kar smo prej govorili o teh različnih principih postavljanja neke razstave, so se ravno v tej konkretni razstavi na nek način, bi rekel, prišli do vrhunca, kajti bilo je treba marsikaj improvizirati, se prilagoditi recimo tem novim medijem, digitalnim projekcijam, računalniškim tudi instalacijam, raznim torej načinom postavitve ene razstave. In mislim, da je ta razstava zelo zanimiva, tako da pozivam tudi gledalce, da
če imajo čas iti na kakšen izlet, se oglasijo tudi v galeriji Velenje, ki je na tem glavnem velenskem trgu, s tisto veliko, čudovito skulpturo Tita, ki je pravzaprav resnična umetnina in je prav, da je niso odstranili, četudi je morda zdaj ne sodi ravno v ta čas, ampak je pa umetnina, ki bo preživela neke politične, torej politične sprtja in razne sisteme. Skratka, Forum je pa revija, zbornik, ki je pravzaprav zdaj že drugič izšel kot dvojna revija. Tukaj pa pišejo člani Slovenskega društva likovnih kritikov, ki jih okrog 70, pišejo svoje likovno-kritiške prispevke in na nek način so zmeraj tudi tematsko nekako vezana na neko področje. Skratka, gre za publikacije, ki so morda zdaj v Sloveniji nekaj novega. Končno se tudi Društvo likovnih kritikov nekje oglaša z svojimi publikacijami. Ne samo preko razstav, ampak tudi v takšni knjižni obliki. Skratka, Mario, kot sem te razumel, v tem pogovoru cilj nove oddaje na televiziji Exodus, torej ciklusa oddaje pogovornih s priznanimi slovenskimi likovnimi ustvarjalci, je predstaviti kar se da raznovrstno, likovno, vsebinsko, tematsko tematiko in tudi z raznimi ustvarjalci, torej umetniki, naj bo z likovne, kiparske, grafične in tudi v glavnem iz teh tako imenovanih klasičnih tehnik. Ja. Predvsem zaradi tega, ker je morda nekako najbolj enostavno te avtorje predstaviti v studiu in pa v ateljeju, kajti sodobni mediji so morda zahtevajo malo drugačen pristop, tehničen pristop k predstavitvi v takšnih oddajah. Povej, koliko ljudi tako poprečno se udeležuje ogleda likovnih razstav? Ja, tule v Sloveniji moram priznati, da so obiski praviloma zelo nizki. Mora biti že neka zares, bi rekel, odmevna razstava, da privabi veliko obiskovalcev. Likovne razstave imajo to smolo, da so dokaj, kako naj rečem, omejene so v nekem prostoru, učinkujejo statično in sodobnega človeka na nek način morda niti ne privlačijo tako, zato ker se mora ustaviti, mora razmisliti, mora si vzeti čas, da doživi neko likovno delo. Lažje je iti v kino, lažje je iti morda celo v gledališče, čeprav tam sediš in si tudi skoncentriran na dogajanje, ampak v gledališču je vseeno je neka dinamika prisotna dogajanja, pa tudi morda se tam prihaja več ljudi, ki se med seboj poznajo, ki se skušajo tudi, se pokažejo. Skratka, gre za neko družbeno tudi, družben dogodek, družaben, medtem ko razstave še nimajo, ne vem zakaj, po tolikem času, še nimajo tega karakterja enega družabnega dogodka. Čeprav moram povedati, da konkretno v Mariboru na Židovskem trgu so se med poletnim časom združile 3 galerije z sočasnimi otvoritvami na Židovskem trgu. To je Galerija Društva likovnih umetnikov Maribor, Galerija Media Nox Mladinskega kulturnega centra in pa Fotogalerija Stolp.
Fotokluba Maribor. In ker se pač nekaj dogaja se zunaj na trgu, tudi nek glasbeni program je in zato pride dosti več ljudi, kot bi prišlo na vsako posamezno otvoritev, če ne bi bilo teh skupinskih otvoritev. In hkrati so te zanimive prireditve že ena turistična popestritev za Židovski trg, ki je postal zanimivo, eno res močno kulturno središče. Ne samo v Mariboru, ampak tudi širše gledano. Tako da je Maribor lahko ponosen, da ima v bistvu ta Židovski trg, nekdanji geto, z vsemi temi galerijami. Ali je večji obisk, ko se predstavljajo realna umetniška dela? Ne bi rekel. V vsakem primeru se več ljudi odzove na kakšna bolj znana imena, kot na manj znana. Zgodi se tudi, da včasih nas je zelo malo na kakšni otvoritvi. Avtor, njegova družina, kustosi galerije, pa morda še kakšen naključni obiskovalec. To je groza. To se v Mariboru dogaja. Zanimivo je, da v kakšnih manjših krajih pride na otvoritev dosti več ljudi, kot morda na kakšno otvoritev v Mariboru. Ker so seveda tam takšni dogodki bolj redki. V Mariboru je ogromno teh prireditev in včasih se celo pokrivajo. Ni neke koordinacije. Bil je en poskus uskladitve raznih terminov prireditev, ampak to ne gre enostavno. Skratka, včasih se dejansko tudi ob isti uri se zgodi ogromno stvari hkrati in ljudje pač gredo nekam, kjer se jim zdi, da bo bolj zanimivo, da bo več znancev srečali in podobno. Torej, tvoja oddaja bo vsekakor imela pomembno poslanstvo med nami vsemi, da nas bo vzpodbujala tudi k razmišljanju, prepoznavanju ob ogledu raznih umetniških del, da bomo se nekako bolj kultivirali na tem področju. Slovenci praviš, da smo že premalo, ne? Žal. Moje sporočilo je, da se ne ustrašiti sodobne umetnosti, ne se ustrašiti abstrakcij, ne se ustrašiti umetnin, ki jih ne razumete, ampak skušati oziroma dopustiti, da učinkujejo direktno s svojim izžarevanjem, svojim umetniškim nabojem, svojim neko duhovno vsebino, če jo seveda imajo, na vašo dušo, na vašo celotno, torej, kako ne rečem, intelektualno osebnost. Mario, hvala za to zanimivo predstavitev. Spoštovani gledalci, to je bil torej Mario Berdič, naš sodelavec iz Maribora, likovni kritik in kustos oddaje. Z njim boste lahko na to temo s priznanimi slovenskimi likovnimi ustvarjalci spremljali ob ponedeljkih ob 20:30. To bo polurna oddaja, torej med 20:30 in 21. uro s ponovitvama, ki boste sledili ob torkih ob 14:30 in ob sredah ob 8:30.